Okay. Dobro večer, lepo pozdravljeni na Razliti tinti. Danes posebna edicija, kjer gostimo podcast Obod v živo. Sicer, kot vidite, ena manjka, ker veselo potuje nekje po Amsterdamu, če mi je prav znano, ampak mislim, da bomo zmogli danes tudi brez njega. Spregovorili bomo o slovenskem žanrskem stripu. Za uvodne besede pa seveda bom prosila Aljošo, kot to vedno naredi tudi v podcastu. Jaz sem vam seveda najprej imam par navodil za publiko, tako kot se spodob. Dvakrat vas bom omenil v intro in outro in takrat pričakujem, da se oglasite, lahko je to lahko je to karkoli, samo dajte nek glas od sebe, da vas posnam, a si ti snemaš, Igor? Okay. Samo preverjam, ker ni mito, da zraven pa se počutim malo golega. Ok, bomo začeli. Sem vas jaz pripravil intro. Ljudje in ljudine, poslušate epizodo, 13. epizodo posneto živo pred živim in še kako živahnim občinstvom. Danes, 21. februarja 2023, v okviru serije stripovskih dogodkov Razlita tinta, gostujemo v kinu Šiška, midva z Igorjem sva torej tako rekoč doma. Kot že rečeno, to počnemo pred živim občinstvom, samimi stripoljubi in risoromani in svoje navdušenje bodo zdaj tudi pošteno oznanili. Občinstvo, oglasite se. No, znate še bolj, bomo še nekaj povedali. Snemamo torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo vsega filme, risanke, špile in knjige. Seveda med knjige spadajo tudi stripi vseh žanrov, od F do Z, Obod, osredinjeno bluzenje v oblačkih in didaskalijah. Smo, tako kot skoraj vedno, Šiškarja Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Namesto Mitota pa je z nama novinarka, stripovska kritičarka in organizatorka Pia Nikolič. Zdravo. Ki je danes sivec, sivko. Uradno sem v resnici zapusta brez avtorskih pravic. Samo osliček. Če kdo gleda Banshees of Inisherin, inside joke, ni važno. Današnja epizoda je, kot smo dejali uvodoma, torej 13. epizoda v živo, v njej pa bomo govorili o slovenskem žanrskem stripu. Naredili bomo torej pregled žanrskega stripa pri nas, pri čemer se seveda že vnaprej opravičujemo, ker bomo gotovo kaj izpustili ali pozabili, se nimamo neskončno časa in prostora, pri tem se bomo seveda skušali vzdržati tudi pretiranih kvarnikov, saj vas današnjim dogodkom seveda vabimo k branju. Maestro, eno za stare kadre. Skratka, tle je zdaj muska. Ok, zdaj si bom pogledal, kje imam kakšno vprašanje, da bom kaj vprašal ljudi. Ok. Kako lepo. Slovenski žanrski strip, torej, Pia, ti si strokovnjakinja za strip tukaj med nami, ampak mogoče prvo vprašanje je eno tako bolj intimno, da nas publika malo spozna, pa mogoče povesta. Posebej, Pia, seveda od tebe me zanima, zakaj strip, odkot sploh tebi ljubezen do stripa, glede na to, da si punca, se veš, ne? To je pač tako stereotipno, ampak v resnici, če gledamo, ne vem, če jaz gledam nazaj pretek, mislim, kakšne stripe smo brali mi, ki smo odraščali, recimo, jaz mislim, da čisto mesto vprašanje, ne? Zakaj recimo bi punca brala stripe, ker ne nazadnje večina stripov, ki sem jih jaz bral, so bili stereotipno namenjeni dečkom, so bile neke dečke fantazije o tem, kako rešujemo princeske, ženske v stiskah in tako naprej, in potem odjahamo seveda v sončni zahod. Zakaj, odkot pa tebi ta ljubezen do stripa? Ja, jaz moram priznati, da kar se tiče teh punčkastih zadev, sem od nekdaj bila ta punca, ki je popoldan igrala hokej na rolerjih, trenirala košarko, igrala kitaro, tako da mogoče se nisem najbolj ukvarjala s toliko punčkastimi zadevami, kot so nohti in make-up, ampak kraj plezala po drevesih in to se vidi tudi po mojih fotografijah iz poletja, ko imam vedno neke flajštre na kolenih. Sicer pa, jaz sem v bistvu tako odraščala v 90-ih, kar pomeni, da sem v resnici v knjižnici praktično lahko dobila Asterixe, Mikija Mustra in naročena sem bila na Miki Miško. In zdaj bi moj fotor spet rekel, kaj me spet tunkaš, ampak dejansko jaz pravim, da sem strip nekako
na širši ravni odkrila tam nekje pa 9-8 letih, ko sva se s fotrom odločila, da bova pri Noni malo spucala njeno klet. In sem ugotovila, da je imel fotor pač blazno veliko enih politikinih zabavnikov, Stripotek, Zagorjev, Mister Nojev in podobnih doma. In jaz sem takrat začela to brati, se s tem tudi učiti nekako pravilno srbo-hrvaščino ali kaj, ker tam v Puli govorijo neko tako hecan dialekt, da včasih nisem vedela, z mano namerno malo bolj slovensko govorijo ali resko govorijo. In vse se je začelo v bistvu res žanrskim stripom, ne? Ker začela sem najprej s temi nekimi malo bolj karikaturističnimi, kot ne vem, Hagar Grozni in podobnih so bili krajši pa bolj zabavni in pol z leti sem ugotovila, da mogoče pa lahko tudi poročnika Blueberryja prebrala, pa Rip Kirby mi je bil eden od teh zgodnih ljubezni. Pa sem pa začela počasi v bistvu skozi to odkrivati tudi nekako avtorski strip in v resnici me je pol to kasneje privedlo tudi do diplome na analitski sociologiji na FDV-ju, kjer sem se ravno ukvarjala s slovenskim stripom in ko že govorimo o žanrskem stripu, sem na primer skozi diplomo, ki je se nanašala na slovenski strip od leta 91 do kdaj že, do tam nekje, ne vem, 2010, pozabila sem že, kdaj sem diplomo delala. In sem v bistvu takrat ugotavljala, najprej me je presenetilo to, da pravega slovenskega založništva stripovskega, kot ga poznamo danes, tam nekje do leta 2000, pravzaprav sploh ne poznamo, ker je vse temeljilo nekako na posameznih izdajah, pa na v bistvu revijalnem tisku, na samozaložniških izdajah. Sem pa skozi to diplomo v bistvu ugotovila, da so se ravno v tem času, pa nekje do vstopa v Evropsko unijo, v resnici slovenski striparji bolj ukvarjali z nekimi realističnimi stripi, bolj z žanri, kakor pa naprimer v tistem obdobju po vstopu v Evropsko unijo, ko se pa naenkrat zdi, kakor da se, ne vem, tudi zaradi nove generacije začnejo vsi malo bolj ukvarjati z nekimi bolj metafizičnimi vprašanji, osebno izpovednimi, avtorskimi, eksperimentalnimi izrazi. In se mi zdi, da v bistvu zdaj, če gledam za nazaj, da šele v zadnjem času se nekako spet odpira to polje žanra, po katerem so začeli vsi posegati. Vmes pa v njih 10 let smo res bili v nekih malo bolj filozofskih stripih, da ne rečem. Evo, kratko. Super, hvala, vsi take goste. Zato vabimo take goste, da vejo kaj o tem, kaj mi z Igorom ne vejo nič. Igor, ampak vseeno, seveda isto vprašanje tudi zate, Igor, odkot tebi stripa, si od malega tudi bral, kot smo slišali zdaj Pio, ali je to neka acquired taste? Jaz sem tudi podobno kot Pija naletel na eno zakladnico politikinih zabavnikov od nekega družinskega prijatelja. Hkrati pa mi je vedno bil žanr nekaj zelo privlačnega in sploh horor. In kot založnik dobro veš, da horor romanov v slovenščini ni, niti slovenskih, niti prevodov kaj dosti, tako da pač sem bral Dilana Doga. In to je bilo nekako še najbližje in en kup drugih teh stvari. S časoma potem sem odkril pa tudi te bolj, za razliko od Pije, ki je zajadrala v avtorske vode, sem jaz bolj v komercialne, v žanr. Tudi na koncu sem diplomiral z Batmana, ker so me te stvari takrat zelo zanimale. Drugače pa od slovenskih avtorjev sem pa spremljal najbolj Lavriča, ker sem nekaj časa delal za Mladino in potem sem dejansko imel priložnost recimo Sokol in Golobica vsak teden spremljati in nikoli nisem zgrešil, ker sem pač bil tam. Tako da sem se enim tem stripov v tistem obdobju, ko sem tam bil, sem jih tako živo spremljal in potem tudi ko so izšli. Tako da to nekako je moj odnos, še danes pa zelo rad berem risoromane in sem zelo vesel, da ta format pri nas pridobiva na veljavi, da je vse več tega, recimo lani tale Sumatra, ki je šla, Plečnik pa Cankar, en kup stvari je bilo v zadnjem času, ki so resno presežki in to me zelo, zelo veseli. No, jaz sem svojo zgodbo že mislim, da je nekajkrat povedal, ampak recimo jaz sem
Tudi mislim, da je naša zgodba precej podobna, jaz verjamem, tudi tukaj v občinstvu in tudi tisti, ki me zdaj poslušate doma ali kjerkoli pač že ste pri Ljubici, da je skratka ta zgodbe so si precej podobne. No? Jaz mislim, da smo vsi nekako odkrivali posebej v teh naših letih konec 80-ih, začetek oziroma v 90-ih, brali seveda lunomagni strip in podobne srbohrvaške izdaje. To se je pri nas takrat do tega obnašalo kot do časopisa, folk je to prebral in včasih vrgel stran. Jaz sem pač obsedeno te stvari zbiral že od malega in se tudi dejansko, mislim, da sem srbohrvaško bral nekako sporedno za slovenščino, že ker sem se naučil brati, sem že znal oba jezika pravzaprav. Potem pa od leta 91, ko je Novosadski dnevnik začel izdajati na novo Zagorje, Tekse in vse te Boneljeve junake, in jih jaz od takrat naprej zbiram, predvsem Zagorja, Teksa in Dinana Doga. Vmes sem moral zaradi seveda pomanjkanja prostora, pomanjkanja časa za branje in pomanjkanja financ se odpovedati, ne vem, razprodal sem Nate Nevera, razprodal sem Martin Mysterio, prodal sem Magno Burgo, recimo, ko sem imel takrat pa še celo en ta starejši striper me je nategnil, vem, da me je, ker sem mu prodal ful pocen, skratka. Take stvari smo pol pa nekako nazaj, je ta ljubezen spet prišla počasi nazaj, nekaj časa sem kupil vsak strip v slovenščini, ki se ga je pač dalo dobiti, ker vse vemo, to je bilo tam konec 90, začetku prelomo stoletja, to pomeni mogoče 10 stripov letno. Ne? Zdaj v tej produkciji pa seveda niti jaz več ne sledim, včasih se mi zdi, da pol stvari gre mimo mene, je pa tudi res, da je zdaj toliko široka produkcija, se to bo mogoče tudi pol omenil, da seveda tudi ne rabim več vsega kupiti, ker se mi zdi, da seveda neke stvari so namenjene otrokom, meni to pač ni, jaz tisto, kar dobim prek Strip Burgerja, ker sem naročen, pač ponovadi preberem, potem pa podarim kakšnim mulcem, ki jih poznam. In tako, drugače pa ja, sem pač zelo velik fan slovenskega stripa, vedno sem pač bral, kupoval slovenski stripi in seveda med temi stvarmi, ki smo jih brali kot mulci, je bil tudi Miki Muster, ki je pač tisti nek začetna ljubezen do stripa in predvsem tudi do slovenskega stripa in tudi o njem bomo pač največ govorili. Mogoče bomo vmes še kaj takega rekli, Pija je omenila o žanr, kako je zanimivo, saj v literaturi je nekaj podobnega, tam v 80-ta so še zelo za žanr, potem pa pride 90-ta minimalizem, eksistencialistične zgodbe in žanr pade spet v ozadje in se v zadnjih letih spet nekako odkriva. Tudi zdaj se mi zdi, da je recimo žanr, ampak recimo zdaj so taki žanri zgodovinsko-biografski, recimo to je zdaj prava obsesija, s tem vsako leto dobimo najmanj en biografski strip, dobivamo zelo zgodovinske stripe, tako da jaz bi si želel recimo še več, znanstvene fantastike, grozljivke in tako naprej, ampak danes bomo pa govorili točno o teh žanrih, skratka najbolj hardcore žanrih, razdelili smo nekako v 3 sklope, mogoče 4. je tako razno, ampak nekako bomo danes govorili o znanstveno-fantastičnem stripu pri nas, o kriminalki, se pravi krimi stripu pri nas, policijski, proceduralki, vse to, kar skratka spada v kriminalko in pa nekak fantazijsko-pustolovski grozljivi strip, potem pa imamo še to, kot sem že rekel, razno in da ne bomo mogoče vsem ne predolgi, bi se kar lotali znanstvene fantastike. Zdaj tukaj smo kar nekaj tega navedli, večino je seveda Pija navedla in bo tudi ona tista, ki bo o teh stvareh govorila, ampak ker smo že začeli recimo Miki Muster in seveda njegov Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik. Mi smo vedno sicer, ko sem bil otrok, govorili Trdonja, ampak mi smo Štajerci, tako da itak vse narobe govorimo. Jaz sem pač pogledal in recimo, zakaj sem dal, zdaj Musterove stripe seveda grejo v vse žanre, ker on je se preizkušal vseh in najbolj osnoven je v resnici neke vrste pustolovščina. Skratka, grejo nekam, tam se nekaj dogaja in je pač cela kolobocija, grejo v Afriko, potujejo po svetu in tako, ampak recimo je to tudi eden od ni čistih začetkov, tisti, ki ste brali seveda Sitterjevo zgodovino slovenskega stripa, veste, da so bili že neki revijalni stripi že prej, ampak recimo, da je to prvi tak komercialni strip, res velika uspešnica. Jaz se spomnim, da je to takrat izhajalo v več 10,000 nakladij, ko je izhajalo in med njimi recimo Pot v vesolje, ki je šel prvič 54-55, je tako res znanstveno-fantastičen strip.
Zdaj v njem ni veliko tehnologije, ni zdaj to Star Trek, ni nobenih warp pogonov, Zvitorepec naredi vesoljsko ladjo iz neke kante, z nekega zaboja, še z cvekijo, skratka pribijajo jo, tako da ni zdaj to neka napredna tehnologija, ampak je znanstvena fantastika, odletijo v nebo, tam iščejo leteče cigare, leteče krožnike in pač naletijo na neke vesoljčke, ki uporabljajo neko telekinezo in ne vem kaj vse se, skratka, ful veliko se dogaja. Zdaj, jaz sem zdaj spet prebral po dolgem času par teh stripov in seveda ugotoviš zdaj, da se ene stvari ful prehitro dogajajo, da je včasih malo kadriranje, malo konfuzno, da recimo, ampak to so neki začetki stripa in temu pač ne more zameriti. Zame pač Miki Muster seveda legenda, je kult slovenskega stripa, posebno zaslužil na dobo Prešernovo nagrado za strip in skratka tukaj notri jaz, recimo pri Miki Mustru imam najraje ravno te znanstvene fantastične, ker mislim, da sem zelo rad imel znanstveno fantastiko, pa je ni bilo veliko takrat. Westerne imam zelo rad, ker je kar nekaj westernov, čeprav eden mojih najljubših je pa Chicago. Zaradi tega, ker je gangsterjada in se mi je to zdelo, jaz sem imel tako obdobje, ker sem bil obseden s kakšnimi stvarmi in ker sem bil zelo majhen, že sem gledal Pottera, ne vem zakaj, in sem bil pač tako obseden z gangsterji in sem kupoval v kinderjajčkih, so bili oni avtomobilčki, ti ta stari, pa tako, in pol sem si prav naredil celo, vseeno, ne bom šel podrobnosti, ampak skratka Chicago je eden mojih najljubših, ampak Miki Mustru so tisti, ki so meni najbolj bili zanimivi, so ravno ti znanstveno-fantastični poskusi, potovanje v času, recimo noter je tudi uvedeno veliko krat igra, čeprav včasih so kar v westernu, pa nihče ne pojasni, zakaj so v tej dobi, včasih so v nekem. Vsi pa se najbolj spomnite zdaj iz obdobja pandemije, ki je bila taka zanimiva stvar, nekaj so vsi objavljali tisto Miki Mustrovo, skratka napoved prihodnosti, ker je leto, mislim, da je bilo takrat 2021, ne? Kar 2020 je. Ja, 2020 je še bilo, imaš prav, 2020, ker ljudje hodijo z maskami na obrazu, seveda imajo pač te gas maske, pravi plinske maske, no, ampak hodijo in ono da pač vidite, kako je v Ljubljani tam danes in seveda Miki Muster je napovedal COVID, tako da genialec, no. Še vidva verjetno tudi kaj z Miki Mustrom sta tudi povezana, sta brala kaj. Ja, jaz bi mogoče tle dodala še, da pravzaprav nekaj, kar smatramo za prvi strip v Jugoslaviji, je bil v resnici znanstveno fantastika, ne znanstveno fantastika, ampak vsem tudi žanrski strip, vohunski sicer, mogoče bi ti bil všeč, Skrivni agent X9, in sicer Politika je to leta 1933, 21. oktobra, tudi začela izdajati, 6 let kasneje potem tudi svoj res stripovski tednik, ki ga poznamo pod Politikin zabavnik. Zdaj, ko danes razmišljam o tem, kako je Miki Muster razmišljal o prihodnosti, je ravno to, ne. Po eni strani nima toliko veliko tehnologije, ampak v resnici Miki Muster tudi nikoli se ni ukvarjal nekaj z ozadji, ni se prav zares ukvarjal z objekti, bolj je bila nekako v ospredju zgodba. Mi je pa zelo zanimiv, glede na to, da pač Nordung, ki je bil pri nas že toliko in toliko časa prej, tam naredil celo satelitsko postajo, skupaj z vsemi temi njegovimi pristaši, ki so takrat še obstajali. Tule pa govorimo v bistvu o prvi poti v vesolje leta 1954, torej 15 let pred dejanskim pristankom na Luni, oziroma pot na Luno je potem res 10 let prej, mislim, da 59. Izšla. Mi je po resnici res še najbolj zanimivo od teh bil pravzaprav niti ne toliko te lunarni Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik, ki jih tam spoznal, oziroma predvsem Lakotniki, če se ne motim, so tam, ker je v bistvu preslikal dogajanje na Zemlji na Luno, tako da tukaj bi težko govorila o nekih inovacijah. Mi je pa iz današnjega stališča zelo zanimivo ravno ta covidni strip o potovanju v prihodnost, kjer se poleg tega, da so nosili maske, in da vsi živijo v bistvu pod zemljo zaradi onesnaženja, ker mislim, da onesnaženje je vsem tudi ena tematika, s katero se je Miki rad ukvarjal. Mi je zelo zanimivo, da naprimer jejo tabletke, se pravi nekaj, kar dejansko danes uporabljajo vesoljci, pa tudi vsi ljubitelji, predvsem fitnessa in podobno, se dostikrat prehranjujejo s tabletkami. Ostali mislim, da še nismo čisto tam, da vsem poskušamo malo bolj v smeri lokalnega prehranjevanja iti, ampak se mi zdi, da to je pa ena stvar, ki jo je pa vendarle kakor
uganu, ne? Ker pravzaprav se mi zdi, da vedno, ko govorimo o znanstveni fantastiki, gre tukaj za neko preslikavo v prihodnost, ki pa temelji seveda na poznavanju trenutne sedanjosti. Kakor v Back to the Future vidimo, da obstajajo drive-in fotokopirance, ki jih še danes včasih žal ni. Tako naprimer tudi danes na srečo ne hodimo več z gas maskami okoli, ampak te tabletke pa se mi zdi, da so pa res nekaj takega, nad čemer se je zmrdoval lakotnik in bi se verjetno še danes zmrdoval, kar pa mislim, da je pa definitivno ugano. Meni se zdi, da pri Mustrovem sci-fiju predvsem zanimivo, koliko pove o takratni družbi, koliko pove tudi stvari, ki jih nisi mogel takrat povedati drugače kot prek žanrskega stripa. Ker ravno tale covidni del je, ko pride tale punca iz prihodnosti v njihovo spaceship, mislim, da je sobo, s katero so prišli, in vzame masko dol in reče, kako je čist, kako je dober. Pa oni reče, lakotnik takoj, a je z uvoza. Kar je tak, vse, kar je bilo dobro, je bilo z uvoza, ampak nisi zdaj smel reči direkt, da stvari iz uvoza so boljše. Lahko si pa to tako uporabil. In on sploh ne ve, o čem ona govori, ampak smatra, da če je boljš, pa bi zihar z uvoza. Tako da je z tega stališča tudi zanimiv in se mi je vedno to ena politična satira, ki je tu not skrita, zdela zelo zanimiva, pa mogoče z takratnega stališča, ko sem bil zelo mlad, se mi je zdela drzna, danes se mi ampak, kako vem, nisem bil odrasel človek v 70-ih ali pa 60-ih, da bi vedel, kako to vpliva na njegovo kariero lahko. Ja, je pa Muster pač tudi zanimiv, seveda, neke vrste, mi imamo seveda težave z žanrom, tudi v literaturi imamo težave z žanrom, ni bilo veliko žanra znanstvene fantastike posebej, ampak Muster je tudi nekaj upravljal, bi jaz rekel, neko pionirsko delo, tudi znotraj celega sistema literature pri nas. Še posebej se to tudi vidi, ker je res poskušal različne žanre, kriminalka, detektivka, ne smemo pozabiti, da seveda tudi gusarske zgodbe z Jožo Golikožo, recimo, tudi te stvari, in to vse poskuša nekako prinašal k nam. Vse vem, da, tako ki si rekel, ne obstajajo seveda tudi stripi, ki so že prej vohunke, tudi kratki ZF stripi, jaz sem si dosti tega bral. Mi je pa žal, ker je to danes precej nedosegljivo, da to res dejansko bi moral iti nekdo v arhiv, iskati, te stvari tudi niso digitalizirane, tako kot bi morale biti. In je škoda, ker marsikaj od tega, recimo, zgodovini slovenskega stripa bi se spodobilo, da nekdo začne res izdajati zgodovin slovenskega stripa, pa zbere tudi te revijalne, recimo, objave, pa kakšne stvari v kakšnih debelih bukvah. Jaz bi to gotovo kupil, namig kakšnemu drugemu založniku. Zdaj, če gremo naprej, da se ne zgubljamo seveda predolgo pri Mikiju Mustru, ki ga itak vsi poznamo. Igor, ti si zdaj bral, recimo, Tomaž Lavrič je meni sicer ljubši, pa tudi mislim, da je več njegovih stripov lahko damo bolj v žanr kriminalke, bomo temu rekli, nekaj so elementi kriminala, čeprav so to tako kriminalke kot, ne vem, Tarantinovi filmi, skratka dogaja se vse, dosti druge stvari, družbene, kritične in tako naprej, ampak recimo v Lomu se je lotil neke take postapokaliptične znanstvene fantastike, že skoraj ta fantazija na nek način, v Slepo sonce je pač ena taka, eden mojih najljubših tudi stripov in mislim, tudi eden najboljših stripov in ti si ga čist pred kratkim, Igor, prebral. Ponovno. Definitivno se je odlično postaral, mislim, za razliko od Mustra govorimo bistveno krajšem obdobju, ker mislim, da je tam 2008 ali kdaj je šel, ampak zdaj, ko sem ga ponovno bral, sem videl, pač je zbirka kratkih zgodb ZF postavljenih na planet, ki se pregreva in mislim, da redko kdaj naletiš na kaj tako dobrega. Tudi drugače zelo spremljam znanstveno fantastiko, zelo. In te zgodbe so res med boljšimi. Tak kratki odlomki iz
nekega življenja, neki povzetki in res zadanejo. Vsaka zgodba je odlično in zastavljena, zgodovno in narisana, zelo dobro uporabi različne tehnike in pristope. Tako da to mislim, da je najboljši slovenski sci-fi, pa mislim, da nič drugega ne pride blizu. Ne vem, ti tudi dosti dobro poznaš žanr. Meni je Slepo sonce tudi pravzaprav eno ljubših Lavričevih del, mogoče tudi iz tega smisla, ker Lavrič je seveda tudi odličen humorist. Slepo sonce pa je odličen strip kljub temu, da se tukaj humorja ne poslužuje. Pokazal pa je, da je mojster torej resnično tudi drugačne vrste risbe, ne? Ker vemo, da obvlada figuro, vemo, da obvlada ozadja, vemo celo, da je tudi sam že koloriral stvari, da gre lahko tako v tudi karikaturistično risbo, ampak tukaj je pa res mislim, da dal nek svoj poseben avtorski izrazen in mislim, da zaradi tega to iz njegovega opusa tukaj stopa. No? Zdaj, kar se pa Loma tiče, o katerem smo pa prej že malo govorili, mi je pa zelo žal v bistvu, da se s Francozi ni šlo, ker v bistvu planiranih je bilo mislim, da 7 ali 8 delov, ampak se potem, ker Francozi imajo dosti to varianto, naredimo 3 pa vidimo, kako se prodaja in ti se žal niso dovolj dobro prodajali, tako da v bistvu te 3, ki jih imamo prevedene v slovenščino, so v bistvu tudi edini 3, ki so išli v francoščini. Na začetku pa je bil sicer tudi Lom mišljen malce drugače in sicer ne, da se dogaja v nekem gozdu, ampak da se vse dogaja celo na nebu, med oblaki. Tako da v bistvu so Francozi tisti, ki so hoteli, da se vse dogaja vsem v tem nekem gozdu med vejevjem. Tako da vprašanje, ne, če bi ga mogoče pustili v tem, da dela, kar je hotel delati, če bi mogoče tako prišel od tistega 7. 8. dela. Ja, mislim, malo je tudi, malo sicer časovno skačemo, mi smo zdaj šli ravno kronološko po vrsti, ampak se mi zdi nekako logično, ker jaz mislim, da, pa se pričujem, če bom koga užalil, ampak recimo, seveda po Mikiju Mustru, da jaz dejansko mislim, da je pač Tomaž Lavrič naš najboljši slovenski striper in tudi seveda v tujini najbolj uspešen, mislim, da to oboje, kar sem zdaj povedal, ni sporno, ne, in da vem, da zdaj Miki Muster sam sicer ni zdaj v tujini nek blazno uspešen, bolj s temi nekimi risankami, ki jih je delal za nemški trg, oziroma on je delal druge stvari za masovne trge, ampak se mi zdi, da tisto, ne, kar zdaj, tukaj imamo še kar nekaj stvari naštetih, ki spadajo v znanstveno fantastiko, Pija bo verjetno še več kaj od njih povedala, ampak se mi zdi, da pa seveda znanstveno fantastični strip oziroma ta žanr potrebuje neko publiko, ki pa je pri nas večinoma ni, ne, mi tudi založbe smo se do nedavnega precej otepali znanstvene fantastike, mislim, da sta brata brata Strugacki, ki sta išla lani, zdaj kako na ključu, tako pri založbi Sanje, kot pri založbi Literatura, po dolgem času neka res hardcore znanstvena fantastika, ki se je sploh prevedla v slovenščino, medtem ko napisanega vsaj nekega kar kvalitetnega znanstveno-fantastičnega dela nimamo že, ne vem, če pomislimo na znanstveno fantastiko v slovenščini, pomislimo, ne vem, verjetno na Remca, pa na Drečka in 3 Marsovčke, ne. In tukaj se kaže en velik manko. Zdaj tukaj sicer imamo še kar nekaj teh stvari, recimo, ampak tudi to so večinoma starejše, ne, Pija, kar si še ti, recimo Andrej Herman, pa Bojan Šlegl, to sta neki precej stari stvari. Ja, to so pravzaprav stripi tako v 60-ih pa 70-ih izhajali, pa v bistvu v revijalnem tisku, tako da, če se ne motim, v bistvu sploh ne vem, če so išli kot albumski stripi, možno pa je, no se ne vem, kako je, zdaj sicer vem za en krimič od Bojana Šlegla, no, da ga ima Buh namen ponovno izdati in sicer Skrivnost belega slona, ne vem pa, če je mislil tudi ostale njegove stvari izdajati, se je pa nekaj let nazaj pravzaprav Ciril Gale, da ne rečem, skoraj da zbudil iz kome in obudil svoj klub 9. umetnosti, kjer pa je začel izdajati ravno te neke starejše stripe, sicer glede kvalitete sem na trenutke zadržana, zaradi tega, ker eni so dobesedno res tako malo, kakor da bi poskenirali neko sivo stran in potem dali to na bel papir, tako da glede tega sem malo zadržana, pa ne vem, če to v bistvu potem pritegne bralce k nadaljnjemu branju. Zdaj, če pa pridemo do teh
nekih starejših zadev pa v resnici res danes to dostopno skoraj da samo še v katalogih, pa mogoče v kakih knjigah, ki se dejansko ukvarjajo potem s starejšimi stripi, naprimer ravno ta Andrej Herman, Letališče brez straž, pa od Šlegla Cirk i Kliče zemljo in Zemeljska flota napada, ne. To so v bistvu ravno te časi, ko se pravzaprav tudi, če se ne motim, v Sloveniji pojavijo te prvi fanzini. Ker fanzini so pravzaprav v bistvu, če se ne motim, v Ameriki začeli izhajati ravno v tem žanru nekega sci-fija, ko so v bistvu fani začeli izdajati svoje lastne revije na to temo, ko so jih potem res v fotokopirancah izdajali. In v bistvu to nekako ravno tam nekje konc 60-ih, 70-ih v bistvu pride k nam, se potem seveda razmahne še dodatno s punkom, ki je prav tako šel v te fanzine, ne? In se v bistvu ta celotna fanzinovska kultura tako s punkom, kot tudi s tem žanrom v bistvu takrat začela malo razvijati. Tako da ene stvari se mi zdi, da so ravno zaradi tega sploh prišle v naš prostor in mogoče, da ravno tudi na podlagi tega v bistvu so te možje začeli potem to tudi risati, ne? Zaradi tega, ker recimo med Kostjo Gatnikom in Magno Purgo, ne, ki je šla leta 77 in Andrejem Hermanom, ni toliko časovne razlike. Ne. Zdaj, Herman je sicer tudi sam v resnici risal stripe, predvsem tekom študija, potem pa je odnehal zaradi tega, ker je videl, da v tem ni denarja in potem se je raj posvetil raznim, ne vem, izveskom, ki so bili očitno takrat še v modi, ne, tam po Kamniku je sploh veliko delal stvari. Stripom je pa žal prenehal, kljub temu, da je bil res ravno, kar se tiče figure, v bistvu dosti mojstrsko upodabljal anatomijo, pa tudi imel zelo tehnično risbo glede tega, kako je risal ozadja. In mislim, da je ravno to nekaj, pri čemer pa se mogoče bolj kaže ta nek vpliv zahodnega razumevanja znanstvene fantastike, ne, ki ga pa Miki Muster ni posvojil, ne, ker njemu vse kot rečeno, ta ozadja niso nekaj toliko pomenila, medtem ko Herman pa Šlegel pa že uporabljata dosti te variante, kako se posvetita, da bo res to izgledalo kot neka zgradba iz prihodnosti, da bojo pač res te neke tehnološke novitete tudi vpletene noter, ne. Super. Igor, tudi ti si še enega prebral iz tega seznama znanstvene fantastike? Ja, Sitterjev 4000, Antiutopija in politična satira. Pravzaprav je politična satira, ki uporabi žanr antiutopije, ne uporabi ga najboljš in je zanimiv poskus. Malo tudi spominja na pač druge politične satire, ki so tudi, ne vem, Sokol in Golobica od Lavriča, ampak je vseeno malo bolj osnovno, ne bi škodilo, če bi bilo malo več akcije, malo več gibanja, drugače pa predvsem ena ekspozicija, pa še enkrat par težav čist tem, kako se zgodba razvija, sem imel s tem. Je pa zanimiv pogled in vizualno je pa v redu, ne? Tudi ni nekih ozadij. Kaj dost, zato ker svet leta 4000, ki ga opiše, ni posebej zanimiv, ampak je dost kmečki, ima pa leteče krožnike. Zdaj, ta razkorak je tisto, kar mene najbolj zanimalo, ampak on se potem ubada s politično satiro, v glavnem ne z letečimi krožniki, kar kaže na leto 2000 in na stvari, s katerimi so se ljudje ubadali takrat. Ja, verjetno gre tudi seveda za probleme literarne predloge, ki je, ne vem, če si omenil Tavčarjeva 4000, ne, skratka. Ja, Tavčar si predstavlja, da bomo še naprej kmetje, kaj bi si pa drugega lahko predstavljal takrat, čeprav bi on seveda sam kar fajn pečen meščanček. Ampak, super, bi še kdo pri znanstveni fantastiki kaj takega omenil, še kaj vseeno je treba še kakšnega izpostaviti, Pija tebe gledam, ne? Glede na to, da Mitota ni zraven, ne samo še dodam, da v Magni Purgi najdemo tudi Darth Vaderja, ne? Tako da toliko malo o Star Trek kotičku, shout out Mito. Zdaj si užalila cele vrste ljudi, ampak naj ti bo. Gremo skratka na kriminalko. Ja, seveda, da, sorry, Star Wars, Star Treka pa res žal nimamo, da jaz se pravičujem, da sem ta slab človek, ki je gledal oboje, pa se
se ne zauzemam za ene ali druge. Ne. Ti si tako dobesedno mem Patricka Stewarta, ne bo sila s tabo, Gandalf. Zato sem oblečen na Gosla danes, da se ga praviš. Skratka, gremo naprej na kriminalko, tukaj je že več stvari, tudi zaradi tega, ker smo bili kar držljivi s tem, kaj uvrščamo v žanr, ker drugače ne bi imeli kaj dosti se za pogovarjati. Zdaj kriminalka je vse to je tudi v literarni teoriji v resnici to, ne? Če nekdo nekaj ukrade noter ali pa je kakorkoli je nekaj malega kriminala, govorimo o kriminalki. Ne? Tako da tudi tukaj je kar nekaj takih zanimivih stvari, ampak tu so mogoče tudi nekatere starejše, pa tudi zdaj že precej novejše stvari, seveda spet, ki smo ga že prej delali Tomaža Lavriča, ne? Glista na begu, pa Evropa, pa Sokol in Golubica, ki je prav taka politična kriminalka, pa Apolin. On je meni pač tukaj zanimiv zaradi tega, ker predvsem ni nikoli slovenski, ne? Pač Lavrič vedno piše iz neke širše perspektive, piše o nekih širših tokovih, o migracijah, ne? Kar je seveda zgodba, ki tujino seveda zanima, ne? Mi jo zanimamo samo, kolikor smo bogi, migranti in se počutimo odveč v prelepi, bleščeči Evropi, ne? Ampak hkrati je on to znal vedno povedati, se mi zdi, vse te kriminalke, ki on piše, so zelo osebne, so zelo dramatske, jaz bi recimo si še zdaj želel, ravno včeraj sem o tem razmišljal, zato ker imamo kot založba eno knjigo na Berlinalu, recimo, zakaj nihče nikoli ne ponudi kakšen Lavričev strip, recimo za film, ne? Zakaj se to ne naredi, ker njegovi stripi so zelo filmski, dopuščajo tudi med kadri dovolj domišljije, da lahko dober filmar to res dober naredi, hkrati pa imajo tisto, kar žene vsak dober film in kar žene vse njegove zgodbe, in to so osebne zgodbe teh ljudi. Ne. Tukaj so kriminalci, ampak so tudi glavni liki ponovadi kriminalci. Ne. Pri njegovih skratka, je en tak svet, v katerem je ena taka tesnobna Evropa, se skratka kaže kot nič utopičnega, ampak kot nekaj, kar seveda priključi nove periferne države, zato da jih izkorišča, recimo. Ne? In tukaj se mi zdi pa pustimo, da je Apolin ena zelo psihološka kriminalka in tak, definitivno Netflixova serija, ki ima rad take true crime in serijske morilce in ugrabitelje in tako naprej. In mi je to, recimo, se mi zdi zelo žal. In mislim, da Slepo sonce je tudi meni eden ljubših, ampak mislim, da pač Tomaž Lavrič res blesti v tem žanru. No? Ja, mimogrede, Lavrič je takrat, ko smo delali strip v živo na Študentu, Rdeči alarm, ko sem ga spraševala za avtorske pravice, če lahko to ustripimo, mi je rekel, če imate cajt, naredite tudi film. Tako da mislim, da bi bil za to, če ima kdo cajt, v glavnem vprašajte ga, verjetno bo za. Se pa strinjam, da ima zelo po svoje filmski pristop, ne, kar se mi zdi, da se tudi pri Smiljaniću vidi, pa Smiljanić že tako zelo rad pove tudi, da je sam tudi zelo velik filmski fan, med drugim mislim, da Wild Bunch, Divja horda, da mu je eden ljubših filmov in se mu zdi, da se mu ravno to filmsko kadriranje in ljubezen do filma v bistvu tudi pozna v samih stripih, zdaj glede na to, da sta film in strip pravzaprav ta moderni strip, no, če ne upoštevamo teh protostripov, o katerih McCloud govori vse od Trajanovega stebra dalje, če upoštevamo ta moderni strip z oblački in s kadri in to, da v bistvu se ima zelo vidi ta nekak skupen razvoj ravno v tem smislu poteka zgodbe in vsega in mislim, da se to ravno pri Lavriču, pa mogoče sploh še bolj pri Smiljaniću v resnici vidi, ker lahko bi rekli, da mogoče ka ona oba v bistvu izhajata iz tega tako imenovanega, retrospektivno mladininega kroga, ki v bistvu od nekdaj je mladina znana po tej neki družbeni kritiki, po aktualni politiki in se mi zdi v bistvu, da ravno ta Fortress Europe, trdnjava Evropa, ki jo vedno bolj in bolj zaznavamo pravzaprav, je pri njemu v bistvu tudi skoraj da malo že napovedoval je malo, tudi kaj se bo pravzaprav dogajalo, ravno pri Evropi.
ali pa Glista na begu, ali pa kaj ne, se pravi, različni razredi ljudi, pri čemer v bistvu, če se navežem na 4000 nazaj, ne, v bistvu dobimo neko podobno strukturo, ne, tukaj pri 4000 imamo recimo tisti Slovenci, ki so najbolj Slovenci, ne, ki so čisti Slovenci prva klasa, tako rekoč, imajo naprimer eno oko, 2 glavi, kaj takega, ne, ta bogi nacist, ki ga zbija avto, pač ni to prav Slovenc, ne, zaradi tega, ker ima 2 oči, 2 roki, ne, pač seveda, ne, tam prestane en totalen praktično sluga v tem nekem novem svetu. In se mi zdi, da v bistvu ni jih prav veliko, ki bi se recimo ukvarjali s tem fenomenom v tem smislu, dajmo zdaj kritizirati našo trenutno družbo in kaj bi lahko bilo. Ker naprimer, če pogledamo te ostale, ne, Kosmati Krimič od Lunačka, to je neko povsem fiktiven svet, predstavljamo si, da mogoče nekje v Ameriki, ampak ne vem, mesto še na Sorogi pa to. Pol naprimer tudi Martin Ramoveš in Janez Ramoveš, sta so kontrabandarjih, sta se v bistvu vračala nazaj v zgodovino, ne, v pač čas, ki je že minil. Tako da v resnici, kar se tiče teh nekih aktualnih, je bil aktualen, se mi zdi, da zelo v tem smislu družbene kritike tudi v kriminalnem romanu, še najbolj mogoče ravno Marjana Maljeti s tem 5 očetov Neninega otroka, ne, kar je enkrat Žiga Valetič super rekel in opisal kot prvi feministični strip v slovenščini, ki ga je žal narisal moški, kar verjetno tudi nekaj pove. Ne. Zdaj, Ivan Mitrevski, če upoštevamo, to je sicer strip za otroke, Volkulja Bela in čarobni gost, napeta ekokriminalka, je v bistvu tudi družbeno kritičen strip, ki se potem ukvarja potem še s tem zelo danes vse bolj aktualnim problemom okolja. Ne. Medtem, če gledamo te naprimer neke starejše, kot naprimer Pekel v Vostarju od Šuštaršiča ali pa Skrivnost belega slona od Šlegla, to so v bistvu vse stripi, ki so se odvijali tako nekje, tako kot malo pravljice. Ne vemo točno, kje se dogaja, ne vemo točno, kdaj se dogaja v neki izmišljeni deželi. Te pa res upoštevajo, da ta prostor, čas trenutnega dogajanja in s tem v bistvu tudi postal neko kritiko na to dogajanje, tako da v bistvu samo ta zločin izkoristi za neko kritiko družbe. Ja, ampak seveda je to za strip zelo pomembno, ker vseeno so to precej realistični stripi, ki potrebujejo neko ozadje, da bralca pripeljejo noter. In mogoče tukaj, če se navežemo recimo spet na literaturo, na slovensko literaturo in slovenske kriminalke kriminalne romane, ne, je meni tako absurdna razlika, kako znajo nek stripa recimo narediti zgodbo, ki je zelo verjetna tudi za naš prostor, a pa za zgodbo, ki gre skozi naš prostor, medtem ko recimo, kdo gleda primer Inšpektorja Vrenka, recimo, dobro, ta sicer mogoče ni najbolj tak primer, ker je vseeno nek nadaljevanje Agathe Christie in tega tipičnega klasičnega detektivskega romana, kjer se vedno izkaže, da je motiv oseben, da je skratka zadaj neka osebna zgodba, nikoli ni to družbena neka danost, ampak recimo drugače je pri Inšpektorju Birsi, pri Golobu, kjer pa je nek poskus Skandi kriminalke, ampak v tej Skandi kriminalki je zelo malo Slovenije v resnici noter, ne? Zelo malo je tega specifičnega za ta prostor, kar pa ta kriminalka ima, ne? Da ne omenjamo recimo afero JBTZ, ki mogoče je taka true crime slovenski strip, ne? Ampak to rabiš ti za kriminalko, ti rabiš neke jasne specifike, ker zakaj bi jaz bral neko kriminalko, ki se lahko dogaja kjerkoli. Kriminalka je vedno družbeno kritična in umor je vedno družbeno dejstvo. In to je tisto, kar nas seveda zanima, ne? Če ti snemaš kriminalko v Mariboru, pač bi jaz pričakoval, da bo not neke viole, pa da bo nek, športno nasilje. Se v Mariboru je še kaj več. To ti misliš, ampak dobro. Igor, zdaj, ki si vzel besedo, ti si tudi še kaj od tega prebral, tako da lahko nadaljuješ misel. Ne, kot ste vidva že zelo vredo izpostavljali. Te kriminalke sploh, ko je prej omenila ta Mladinin krog, dejstvo, da so izhajali v Mladini stripi, kot so Hardfuckers, pa Sokol in Golobica in vsi ostali, to je bilo zelo v redu, zato ker
so bili tisti 2 strani, ki sta bili tam, ali koliko jih je pač bilo, ena zaključena celota, ljudje so se postopoma navajali. Če bi ti kar direkt dal to kot samostojno knjižico ali pa kot serial, publika, mislim, bralci takrat niso bili navajeni, ampak zato, ker je bilo v mladini in je bilo to pač intelektualno, se je to prijelo in mislim, da si ta revija zasluži zelo veliko, je zelo zaslužna za to, da imamo danes stripovsko sceno. Ne? In še večjo srečo so imeli, da so uspeli pritegniti take avtorje, ki so bili pri njih pripravljeni delati in mislim, najbrž so bili v redu plačani, ampak vsekakor ne toliko, kot bi si zaslužili, glede na to, kako izjemne stvari so naredili. To še, ja, ta Kosmati krimič, ki si ga prej omenila, ja, to je postavljeno v nek drug čas in kraj je pa en tak zelo zanimiv poskus, tak malo v Chinatown proba priti in malo, ne vem, Zootropolis, kaj je bila ta risanka za otroke, in proba najti neko sintezo zelo bizarnih elementov in na trenutke tudi uspe. In bi me zelo zanimalo, kako bi to izgledalo, če bi ona dva imela možnost to idejo in ta svet piliti naprej, ker je res pa unikaten. Ne? Mislim, ja, je postavljeno nekam čist nepredstavljivo, ampak nekam, kjer si še nihče ni zamislil, da bi postavil pač neko tako kriminalko in neke take elemente nos vključil. In se mi zdi, da res izstopa zaradi tega. Zdaj, če mogoče sam se malo še vrnem nazaj na mladino, pa to glede JBTZ, afere JBTZ, na drugem ponatisu mislim, da piše zadaj, kako je Franci Zavrl rekel, da je ta strip verjetno najboljša poustvaritev tega dogodka, kar jih je kdajkoli imel čas prebrati. Tako da, če vas zanima, kaj je bilo res v aferi JBTZ, berite Tomaža Lavriča. Drugače pa, kar se tiče teh mogoče, ki niso ravno umeščeni v nek dejanski prostor iz čas, bi bilo mogoče smiselno še omeniti ta strip, na katerega ste me v bistvu vidva spomnili, ker sem ga že malo pozabila, ker sem ga v bistvu brala ravno v času, ko je Pil izhajal še, en Pil, ko še ni bil Pil plus pa to, ne vem, ravno zadnja leta, od Gregorja Mastnaka, ne, Lov za izgubljenimi rolerji. Ki je bil pa, naprimer, danes imamo tudi že tega inšpektorja Jožeta od Damjana Stepančiča, ki mislim, da je zdaj že ena pa pol, pa če se ne motim, tudi že 2 od zunaj ali pa prihaja. Gre za nekaj povsem drugačnega, gre pa v bistvu po mojem za enega redkih najstnikom namenjenih kriminalk v Sloveniji. Kljub temu, da je izrazito avtorska risba, ni neki blazno komercialna, ne, on si tako vse malo še celo groteskno prikaže, neko totalno psihedelijo ufura noter v resnici v ta svet za izgubljenimi rolerji, ki pol pride pa v bistvu njegovo popotovanje skoraj postane že malo kot popotovanje do Oza, ne, kjer se srečuje potem s temi raznimi tako predmeti kot stvori, kot nalogami, da sploh pride na tja. Tako da mi je po eni strani zelo žal, da Gregorja Mastnaka danes pravzaprav ne moramo skoraj nikjer več brati. Drugače pa sam še mogoče opomba, ker smo se tudi, recimo, smo se spomnili tudi na Bernarda Koleja, ne. On je mogoče tudi še en, ki je v Franciji zelo dobro poznan avtor, pa ga mogoče v Sloveniji niti ne poznamo tako dobro, ne. Tudi odličen risa, ravno Diamanti, mislim, da so eden tak zelo fajn prikazal tega, kako lahko tudi sicer ne toliko družbeno kritična kriminalka, ampak prav ta kriminalka, kot imamo tega glavnega junaka, ukvarjamo se predvsem s tem problemom, ne toliko z družbo naokoli, ampak se mi zdi tudi, da mogoče bi ga lahko izpostavili kot enega od teh dobrih striparjev, ki jih imamo na našem slovenskem prostoru, no pa se ravno zaradi tega, ker ne izdaja veliko v slovenščini oziroma razen prevodov pravzaprav ne slišimo zanj. Ja, naštele se tudi kar nekaj zdaj inšpektor Jože in tako naprej, kar nekaj teh mladinskih zadev, ne, ki so seveda ponovadi miks veček, ne, ni vedno samo kriminalka, zraven so neke pustolovščine, je fantazija, je marsikaj. Jaz sem predvsem vesel tudi teh stripov, čeprav seveda zdaj
ki redko berem ali pa jih recimo si ne kupujem, ker pač nimam otrok, ampak se mi zdi, da je to tisto, kar seveda pomeni za nove generacije bralcev, striparjev, je seveda super, da se lahko navajajo in da lahko odraščajo tudi s slovenskimi stripi. Jaz sem bil nedolgo tega na šoli in ko vprašaš pač mulce, kaj berejo, če kaj berejo, ne, imaš seveda tam devetarje, čisto zadnji vrsti, ki tako ne branijo, tako, ampak potem pa imaš vrste in vrste teh mulčkov, prvi, drugi, tretji razred, ki pa se sam tako, pa si mož, in jih res tako, se mi zdi, da je zelo fino, da se skratka mulce navajamo na to, na strip, ker ne smemo pa pozabiti, ne, da če ti nisi vedno obkrožen stripi, se tebi tudi stripi lahko lejem, ker jih ne razumeš, ti se moraš tudi stripa naučiti brati, ti moraš razumeti, kaj pomeni oblaček z kroglicami, da je to misel, ti moraš razumeti, kaj pomeni, ne vem, nasrčen oblaček, to je nov cel jezik, ki se ga ti naučiš tako, da bereš različne stripe, čim več različnih stripov, čim več stripov, da ga šele osvojiš in šele potem se ti nekako poveže ta slika pa besedilo. Ne? Jaz vem, da tudi mnoge nevrološke raziskave kažejo, da ko še čisto mehni mulčki ne znajo čisto dober dojemati besedila, če tudi ga ti bereš povezati s sliko, ne moraš res koliko slikancev brati strip, da to se naučijo in da se v resnici stripa težje naučiti brati kot pa nekega navadnega teksta. Ne? Tako da se mi zdi to absolutno super, da imamo take stvari. Ja, tudi Loze z izgubljenimi rolerji, tudi jaz sem ta generacija, sem odraščal s tem in to je tudi mojih en najljubših pač stripov, ki se mi zdaj tako odštekan, perfuknen, kar neki, ampak tako vsakič vedno znova zanimiv, bo sem čakal za naslednji del. Super kriminalka, še bomo kaj dodali pri kriminalki. Ne, čakamo še. Ja, jaz sem malo starejši, jaz prvič slišim zelo neizgubljeni. Ampak rolerji pa veš, kaj so. Ja, ti si še generacija kotalk. Jaz sem generacija, ko smo videli v eni ameriški seriji prvič to in smo bili si, wow! In pol tako, 2 meseca kasneje so že jih Alpina delala. Ste že imeli roller disko. Kotalke. Ok, to pa se kotalke, res je. In gremo naprej, skratka, to so bile nekako kriminalke, zdaj gremo k tistemu žanru, kjer smo vse zmetali noter, tudi tole ostalo, v resnici da gre noter, ker imamo samo 2, sem jaz potem vrgel v ostalo, ker nisem vedel, kaj z njima dejansko narediti, ampak tudi tole damo recimo v pustolovske, stripe fantazijski, pustolovski, western, grozljivi, predvsem pač tisti, ki nekako grejo na domišljijo, ne. Meni je tukaj med najljubšimi prav gotovo Bertonslev Barbar Macon, ima sicer tudi še nekatere te Pursimu in te nadaljevanja, ki so nekatere tudi zelo zanimiva in fajn, ampak meni je Barbar Macon ostal kot tisti eden teh stripov, ki se mi je zdel zelo zanimiv z tega vidika, ker sem ga bral kot mulo in je pač so narisani, spet so ti antropomorfni, pač junaki, ki malo mogoče spominjajo na Disney, ampak se obnašajo tako že malo precej odrasla. Barbar Macon je pač Conan in je pač pijanc, pretepa se, pa pač pohlep in te stvari ga ženejo naprej. In se mi zdi ena taka res zanimiva in dobro premišljena reč. Seveda pa tudi do Matjaža sem prišel zaradi tega, ker sem oboževalec njegovega aparata, ne, tako kot pač vsi, ki vemo, ampak ti strip ne vem, če ima žanr, tako da mogoče reš, ne vem, kam bi ti dodali nek eksistencializem ali kakorkoli je že Pija omenila tam na začetku. To pa moram reči, da sem zelo bil presenečen, ker sem si kaj je to zdaj, lani je šel recimo strip Dore Benčević. Jaz sem si ga pač nabavil predvsem zato, ker se Dore spomnim, ker še bila tako mičkena in smo mi imeli dogodke v Muzikafeju na Ptuju in je včasih prišla dol, pa pač ste jo mama in ati nesla nazaj, da gre spat. Recimo in nikoli si človek ne mislil, da bo to nekdo, ki bo vratil striparka, ne. In je tako, vzel sem si tole takrat nabavil in moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen, koliko ene domišljije. Je pa to tako, seveda, ni čista fantazija, ker je bolj tako albanska ljudska pravljica, ki jo je Špela Frlic skratka predelala. Tukaj ima Igor je celo prinesel sabo, ampak tako se mi zdi ena taka zanimiva risba, ker smo pa zdaj že seveda lahko tudi malo te kadriranje podremo, pa imamo celo stranske ilustracije in tako naprej, ker se mi zdi tudi to zelo fino, ne, da ko enkrat ti usvojiš strip, da ga res seveda brati, pa ni nujno, recimo to ni zdaj nek
zapleten avtorski, ne vem kakšen strip, ampak je še vedno taka zelo berljiva zgodba in se mi zdi, da tudi to spet fino, da se ljudje naučijo brati različne stripe in različne žanre in so nekateri ti žanri lahko tudi prehod k čemu drugačnemu. Se tukaj se mi zdi krasno sodelovanje, zato ker zgodba je Špela Frljic po neki albanski pripovedki naredila, ampak potem je pa scenarij Izar napisal, ki pa ima eno zelo dobro idejo, kako kadrirati strip, ker je pač sam striper, medtem ko ga je narisala potem tale Dora. In to se mi zdi, da so se našli ljudje, ki so vedeli, kaj je močna stran od vsakega od njih in so naredili en res fajn presežek, ki je primeren tudi za mlajše bralce in tudi starejše in tudi iz tega enega vizualnega lika, tudi slika je, risba je krasna, zgodba in kako je zgodba pripovedovana pa je tudi povsem zanimivo in samosvojeno. Ja, se mi zdi, da sploh za prvenc, se mi zdi, da je zelo avtorski, nisem vedela, da je Dora očitno bila v sceni že tako majhna, jaz sem pravzaprav zvedela za njo, ko so v bistvu jo že odkrili, ko se je že ukvarjala s stripom, ker ona pravzaprav med študijem oziroma šolanjem v Kopru bila učenka Mateja Kocjana Kocota, ki ga tudi poznamo zaradi njegovih izdaj in sodelovanja s stripburgerjem in je v bistvu s tem se podala šele na svojo stripersko pot in se mi zdi super ravno v tem smislu, da je res našla nek svoj izraz, ki ga mogoče tukaj v slovenskem prostoru resnično še nismo videli. Se mi zdi tudi, da je zelo sodoben, zaradi tega, ker se ukvarja malo s tem s transspoli, z razumevanjem družbenega spola. Če se ne motim, v Črni Gori se jim reče vaškije, tem ženskam, ki so ponovadi prevzela moško vlogo, če ni bilo nobenega sina v družini in se pravzaprav ta v bistvu družbenost začela potem kazati tudi skozi biološkost, ker je mnogo teh žena naprimer izgubilo menstruacijo, dejansko so jim brki bolj poganjali, mislim, da jih je sicer zdaj tako bolj ena ali dve še živi, če verjamemo tistemu dokumentarcu, ki je prišel, mislim, da lani ven. In se mi zdi zaradi tega tudi super, kako v bistvu lahko aktualiziraš naprimer neko pravljico, ji dodaš mogoče še neke dodatne fantazijske elemente, da potem to pride ven in v bistvu je res za vse generacije. V bistvu se mi zdi, da tega mešanja žanrov smo bolj vajeni pri nekih zadevah za otroke, zato da jih kakor malo privedemo do tega, naprimer konkretno Šmofjeva druščina, ki je v bistvu zelo po tem nekem Disneyjevem modelu, kjer v bistvu prigode Mikija Miške, Racmana Jake in podobnih, kjer se začne z neko pustolovščino, potem uvedemo ali neko srhljivko noter, ali malo kriminalne, vsi poznamo tistega Mikija z tisto staro čepico, detektivsko in podobno. In se mi zdi, da kakor otrokom, zato da jim je zanimivo, moraš dati vse naenkrat noter. Tako da mogoče, to sta se mi zdi, da je zelo dobro pofurala sicer Dečeko in Pižamo v Šnofiju, tudi zaradi tega imamo zdaj štiri imamo že od zunaj, pa verjetno bo še kakšen prišel ven, ker se mi zdi, da še vedno izhaja v reviji. Nekaj podobnega pa se mi zdi, da sta v bistvu se tudi Lotla Ramcunta in Miha Hake sta v bistvu naredila ta strip Tik je šel v gozd po drva, pravzaprav tako, da sta se prijavila na ta natečaj, ki ga zdaj že tradicionalno tretjič ravno kar zaključujejo Privige vage knjige, kjer v bistvu se potem za nekaj stranmi lahko prijaviš na ta natečaj in potem pridejo ven take stvari, kot je naprimer ravno ta Tik je šel v gozd po drva, kjer dejansko se žanri spreminjajo iz strani v strani. Ker je tak strip, ki se mi zdi, da bi super v revijah izpadel, ravno zaradi tega, ker tako, kot smo prej pri rolerjih govorili, mogoče to sploh ne bi tako dobro funkcioniralo v albumu, ker včasih se jim vidi, tako kot naprimer se včasih tem tudi pri Mladini vidi, ali je bil najprej narisan album, pa je potem šel v Mladino in izhajal po dve strani naenkrat, ali je dejansko šlo za zgodbo, ki se je morala na dveh straneh vsaj približno končati kot neka nanizanka in potem nadaljevati na naslednjih dveh straneh, kar pa potem v albumu včasih ne funkcionira tako dobro kot v reviji. Ja, to je recimo, ker smo se dali tudi
Smiljaničevega in Pušovčeva Meksikajnare, ne. Meni recimo tam kdaj mogoče se mi zdi, posebej od začetka, vedno bolj, ko greš proti koncu, boljši je, se mi zdi, predvsem od začetka je točno to, ne, ta epizodičnost zelo močno prisotna in tudi tile sporednice, ki jih imamo med tem Slovencem in potem Cesarjem, so tako, ratajo zelo hitro meni boring, no, se mi zdi, da zaradi tega jaz sem prvega takrat prebral, pa pol nisem bral dalje, potem pa sem šele, ko je, mislim, da predzadnji šel spet prebral, pa videl, da se zgodba razvija in da je vedno boljša in se jih potem kupil, ko so v integralu. Stvari šle, jaz sem hotel prej sam še to komentirati, da seveda, ker smo na našem podcastu Vogue, če niste opazili, smo seveda veseli tudi zaradi tega smo dobro, jaz mislim, da je treba posebej izpostaviti, ker je seveda spet punca, ki riše stripe, ne striparka, tudi to je do zdaj, tudi v žanru, vsej v avtorskem stripu je malo drugače, so te stvari razrahljane in jaz sem bil tudi zelo vesel teh počitnic Sumatrija, ali kako je že naslov, Sumatrija, ker se mi zdi tako eden briljantnejših stripov v slovenščini, kar sem kadarkoli bral od kadriranja do kako poveš svojo osebno zgodbo, do vsega tega, se mi zdi, da je seveda tudi to pomembno, da povemo, ne, da je fajn, seveda si želimo tudi v žanru, pa v stripu nasploh tudi več žensk. Jaz sem hotel tu še dodati, recimo western je seveda tudi taka, tudi Miki Muster ima western, če se vrnem nekako na začetek, ampak Božo Kos in njegov Cowboy Pipec in Rdeča pesa sta taka serija, ki je tudi, ko sem jaz bil v mulci, izhajala, se pravi, revijalno, ampak jo je kar tudi malo težko brati, moram priznati, da zdaj, ko sem bral, imam ene par teh delov prvih, ki sem jih kupil, ne vem, v Hiši eksperimentov, pozabil sem, kdo zdaj to izdaja, ampak se tako. Zdaj, ko gledam, so tako ful je enega besedila, ful je nekega čudnega dogajanja, risba je pač tipični Božo Kos karikatura in tako, ampak moram priznati, da sem se počel prav mater s tem, res sem že pozno bral tole, ampak moram priznati, da sem prav iskal, kje je tisti užitek, ki sem ga našel v njem, ko sem bil otrok, ker se mi vse zdelo toliko konfuzno in toliko zmedeno, da sploh ni pol stvari nisem razumel, kaj se sploh dogaja noter. No? Kaj še imamo takega napisanega tukaj? Operacija Kura je tudi takrat izhajala, ko smo mi odraščali, tudi ena taka zelo zabavna, zelo zanimiva, zelo fajn stvar. Tega pa priznam, da tega Gašpara Krajnca in Matica Vrečka Rajt, tega pa ne poznam, to si pa ti napisal. Ja, sem vam poslala na Tumblr, shoutout Gašpar, tudi tebi sem poslala nazaj ta link, ker je razprodana namreč ta fizična izdaja dejansko. Ja, to je tudi v knjižnicah, mislim, da samo v Nuku na voljo. Samo v Nuku, slišiš, Gašpar Pona, ti boš mogel narediti, ne, očitno. Jaz sem bila v bistvu v resnici zelo navdušena nad tem stripom že iz samega razloga, ker sem mislim, da ravno takrat enkrat sploh zvedla, kaj Gašpar sploh dela, ker je prišel en dan, ravno smo Igorja Kordeja, če se ne motim, na Stripolis festu, še takrat imenovanem, gostil. In je Gašpar prišel od nekje, noben ga ni poznal, malo je bil tam sramežljiv, jaz sem slučajno bila tam nekje na Čiku in sem rekla tako, ja, kdo si pa ti, ne, kaj imaš pa to v roki, pa mi tam začel nekaj kazati tam svoje stvari, pa je bilo tako, stari, to je odlično, ne. Daj ti jaz predstavim Igorja Kordeja, ne, ker ti bo zihar ful dober, da se spoznata. No in mislim, da ravno enkrat takrat sta ona dva izdala ta v samo založbi ta Rajt, ta monster horror in sem bila ravno navdušena, ker v bistvu se mi je zdelo takrat, da se praktično noben ne ukvarja v resnici z žanrskim stripom v Sloveniji, medtem ko je pa Gašpar pofuril prav tako komercialno risbo, ne, v tem nekem naboru ogromno enih avtorskih stripov, avtorskih slogov, se on prav suvereno podal v to komercialno risbo, ki jo je pravzaprav z vsakim stripom do danes še izpopolnil. In sem bila blazno navdušena, da imamo nekaj takega sploh v Sloveniji, od nekoga, ki še sploh nismo slišali zanka. In zdaj, ne vem, Gašpar mi lahko potrdi govorice, nekaj slišam, da se bo dejansko podal tudi v prav komercialne vode, ne, da mora sicer to trilogijo najprej zaključiti s temi pticami, o tem ne smemo verjetno govoriti še, ampak držim pesti, no, da ti dejansko nekaj takega rata, Gašpar je danes namreč z nami, za vse tiste, ki nas poslušate.
ker se mi zdi, da v resnici danes kaj takega bi lahko pričakovala dejansko samo od Tomaža Lavriča, da bi se lotil stripa na tak način, tako zelo ekstremno žanrsko, da res že na prvi pogled rečeš, wow, okay, to je pa res zdaj monster horror, neki tam pač v hribih se dogaja, ne, ljudje tam umirajo in me prvo zanima, kaj bo tudi v prihodnje še nastalo, ker se mi zdi, da v resnici recimo Smiljanić, ki se loteva teh in Meksikajnerjev in vse te njegove ostale stvari, on ima še vedno tak nek svoj zelo tak avtorski slog, ne? Vsi so neki taki malo hrusti, ogromni neki ljudje z čokati ponavad, z velikimi čeljustmi in podobno, ne? Tukaj imamo pa res nekaj tajzga, kar bi pričakovali recimo od nekega ameriškega striparja, ne? Tako da se mi zdi super, da v bistvu, ko pogledamo to nekaj, čemu res pravim zdaj, mlada generacija striparjev, pa mi je par folka že rekel, a res boš folko, ki je star 35 let, rekla, da je to mlajša generacija, sam pa pravim, če lahko pesnikom pravim mlajša generacija do 40, zakaj ne bi striparjem, ne? Da imamo v bistvu res neke take razlike, se pravi od Gašparjeve risbe do Dorine risbe, ne, in potem zdaj sicer nimamo jo v naboru, ker je mogoče res malo bolj sam gegovski strip, ampak naprimer tudi ta druga Dora, ne, ima spet čist en svoj drugačen stil, ne, Katarina, ki smo jo omenili, ima čist en spet svoj drugačen stil in se mi zdi super v bistvu, da imamo to neko sploh raznolikost, ne, ker se mi zdi, da ravno mogoče, kakorkoli je bil Mladini krog nekaj zelo kvalitetnega, se vsebinsko niso toliko oni razlikovali med sabo, ne. Tudi, naprimer, pač vedno je neka malo politike zraven, ne, vedno je malo te družbene aktualnosti zraven, ne. Tudi, če gledamo 4000, ne, ali pa, naprimer, ne vem, praktično vse od Tomaža Lavriča, razen Slepega sonca, ne, praktično vse od Smiljanića, ne, manj neko to družbeno vrednost, ali ne vem, dobro, zdaj se dosti vrgo v zgodovinske stripe, kar seveda z zamikom na danes še vedno lahko ima tudi ogromno vrednost, danes je ravno izdal Kajuha, zato ga tudi ni tukaj, ne, se je mogel opravičiti, ker Kajuha so ravno ubili na pustni torek in zato imajo danes seveda to, ta dogodek njemu v čast. In po drugi strani ne mogoče še omenim, da imamo tudi nekoga, ki po eni strani se mi zdi, da nadaljuje to neko bolj mustrovsko risbo, ne? Se pravi Denis Polans, ki je zdaj ravno lani izdal tega Petra Klepca, ki bi lahko bil pravzaprav nek prijatelj od Nikija Mustra, sam da mogoče v nekih malo bolj fantazijskih scenah, malo bolj vilinsko vse skupaj izpade. Peter Klepec je pa seveda vse v osnovi enak kot v mitu, precej drugačen od tistega iz Magma Purge, ne, ko že govorimo o tem. Pa mogoče na tem mestu, kaj mislite, a bi se tudi superherojskega stripa lotili? Sicer ne vem, a poznate sploh kakega superheroja slovenskega? Ja, Red meni je najprej pade na pamet, da več, mislim, da se s tem poigravajo kar v enih parih epizodah, oziroma je tudi, ne vem, da je v enem Šnofiju, je tudi on gre med superheroje, tako naprej, ampak ne vem, mene tu res zanima, zdaj smo v neki renesansi slovenskega stripa, jaz mislim, da o tem definitivno lahko govorimo, ker se mi zdi, da ta trenutek ustvarja več striparjev slovenskih, kot je kadarkoli, v kateremkoli trenutku ustvarjalo. Tudi raznoliki so ti stripi, vedno bolj, kar mene pač izredno veseli to, kar sem rekel v začetku, ne, včasih si lahko kupil vsak slovenski strip in tudi vsi so bili, pa nimam nič proti temu, ne, seveda vsi so bili avtorski, umetniški, bomo rekli, na tem pač na nekem visokem nivoju, manjkala je pa ta komerciala, ne, in tudi tole zdaj, tudi to še v resnici nismo čisto izpopolnili, zato ker smo preprosto premajhen trg, ne, ker zdaj imamo recimo tudi zdaj res veliko, zdaj že založb, kot Vigva, ki delajo riso, romane in tako naprej, nimamo pa mogoče, dobro, zdaj to Izar tudi recimo za to graščino recimo poskuša, odpreti pa skratka nek še prostor za nek bolj komercialen strip, nekega širšega formata. Dobro, zdaj je začela seveda Goga izdajati Korta Malteze, bomo videli, kako jim bo to šlo, to mene zdaj res blazno zanima, ne? Ker je to pa meni se zdi, da še malo manjka, ne? Malo manjka tega stripa,
za mase, nekaj, kar bi res lahko vsak prebral in ne bo zdaj, ne vem, to ravno blast, ker pač pol ljudi ne bo razumelo, kaj se sploh dogaja, pa zakaj so vsi ljudje to grdi in take stvari, ne, kot ponovadi slišimo pri takem stripu, pa ni ravno zdaj Miki Miška, ne, ampak nekaj tam vmes. In to je tisto, s čimer ti dobivaš nove bralce, pa s čimer se strip, po mojem mnenju, pač popularizira, ne. Zdaj dobro, tudi Vige Vage za otroke, to, kar delajo v redu program spet, ne. In jaz mislim, da je tu tisto, kar zdaj pa kako bojo Slovenci temu konkurirali, pa tako, ne. Komercialno izdati strip seveda pomeni velik vložek avtorja, velik vložek založbe, ki se ne bo splačal na 2-milijonskem trgu, mora vsak drugi kupiti, da govorimo o res neki uspešnici, ne. To so, v tujini so seveda milijonske naklade, ne, oziroma se prodajo v milijonskih. Ne vem kako bo to izgledalo, je pa mogoče tudi tujina odprta, seveda za kakšne nekaj, saj smo omenili skratka Diamante Bernarda, ne, ki pač ustvarja v tujini, tudi Lavrič je pisal za Francijo, pa jaz bi si seveda želel, da tudi pri nas nastajajo taki stripi, da nastajajo v slovenščini, da jih ne rabimo prevajati, ne. Da ni zdaj tako, naš pop filozof Žižek, ne, ki vse piše v angleščini in ga dejansko prevajamo v slovenščini, ker se meni zdi grozljivo za eno nacijo, da pač njen najbolj eminenten pop filozof v resnici ne piše več v slovenščini že, ne vem, 20 let. Ne. No, dobro, ampak to imajo Čehi s Kundera tudi, čeprav Kundera sam prevaja, ampak on piše v francoščini že zelo dolgo. Ampak kar se superherojev tiče, vem, da Pižama je nekoč pisal kot zgodbo superherojsko in jo je možno v Jokerju izdajal, kje Strija mož. To je malo na sebi, mogoče utemeljil pa na The Tick, ne? Temu antijunaku, ki je super navdušen nad tem, ampak mogoče ne ve čisto točno, kaj se dogaja. Tako da to bi bila opcija, da če se odloči predelati v strip. Ja, jaz moram priznati, da mi je Peter Klepec še vedno najbolj mogoče ljub in sem v bistvu ravno pri tem sem razmišljala, kako se dobro vidi tudi slovenski karakter skozi to, da skozi ta manko superherojev, ki so pravzaprav tudi Redman je v bistvu antiheroj, ne. Pač tukaj govorimo o neki podgani, ki živi nekje pod mestom, cele dneve pije pir. Mimogrede Lavrič je enkrat omenil, da je hotel dobiti za sponzorja pivovarno Union, pa mu pač ni uspelo, ampak so mu rekli, da ti pa damo eno gajbo, ne. Tudi to bi bilo mogoče v redu. In enako je s tem Petrom Klepcem iz Magne Purge, ne, kjer on v bistvu, mislim, da do 30. ali do katerega leta ostaja doma, ker verjame, da čim bo stopil ven, se bojo vsi zaljubili vanga in pač pol on ne bo mogel normalno živeti in če se bojo vsi zaljubili vanga, ne, pač kako bo šlo to naprej. In se mi zdi, da se mogoče res ta nek nacionalni karakter malo kaže čez to, ne. Kaj si mi v bistvu v resnici mislimo, ne, kdo je za nas heroj, ne. Nekdo, ki ima blazno samozaupanje, po drugi strani je največji pijanc, sicer je protisistemski, ampak bo to najverjetneje, ker se bo lotil akcije na to temo, pri tem bil poražen, sistem ga bo še vedno premagal, hkrati pa se bo on še vedno razumel kot heroja, ne, kljub temu, da se mu bo njegov trebušček, na primer, lepo veselo videl čez one oprijete obleke in gate čez hlače, ne, kakor jih imajo ponovadi superheroji. Tako da po eni strani mogoče tudi je Barbar Macon malo ta nek antiheroj, ne, ker v bistvu tudi vulgaren je, v bistvu se pravi, kakor da se zdi, da je v bistvu res naš heroj nekdo, ki cele dneve preždi v gostilni in je tam glavni na vasi, ne. Super bi bilo, če bi mogoče kdo kaj takega dejansko narisal, ne, da si to vsaj priznamo, ne da prikrivamo nekoga takega, ampak mislim, da na primer se je takih herojev, ki jih ni oblekel v heroje, mogoče še najbolj lotil ravno v Meksikajnerjih tudi Smiljanić, ne, s tem Antonom Brusom, ki je pač tam en kmet, ki mu pač neki rata, predvsem pa kar mu pa rata, ne, kar je kakor slovenstvu ratalo skozi stoletja, ratalo mu je preživeti. In to je v bistvu ta njegova glavna herojska značilnost, da lahko preživi. Ne da pomaga drugim preživeti, ampak da sam preživi. Ja, absolutno, ampak zamisli si ti, ne vem,
Stotnika Slovenijo, ki hodi okrog, pa Putina na gobec zdaj, pa je tako, ne vem, domoljub, pa je ovit v slovensko zastavo. Jaz tega ne bral, jaz vam priznam, da jaz tega recimo ne bral. Jaz mislim, da se dejansko neka zrelost neke nacije kaže malo te samokritičnosti in da je v resnici boljš, da nimamo tega pretiranega ameriškega domoljublja, ne? Ker zdaj sem si kupil, ker sem bil v Dublinu, tole Penguinovo izdajo Captaina America in berem tiste, in tiste je pač tako, pač prav sladkorno dobiš po par straneh, ne, prav moraš res iti mal stran, pa odložiti, pa tako, ker res vse tako Amerika, 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 mi smo največji, najboljši, najbolj seksi na tem svetu, ja, pa mogoče res niste, ne. Tako da ja, jaz imam rajš, da so slovenski junaki pijanci in ljudje, ki so pripričani, da se bojo vsi zaljubljevanje, se mi zdi to mogoče boljša opcija. Ja, trenutni teror zdravega življenja verjetno se ne strinja s tabo, ne? Bi pa rekel, kakor gospod zdravje nam bo pa zdaj pomagal. Kar je pa mislim, da tudi Horjaku uspelo v tem Ontodonto stripu, ne? Ki je naredil ta ortodonski strip, kjer v bistvu potem te uči, ne? Kako si v bistvu, kako paziti na zobe, ampak te uči na tak način, kakor bodi ti sam heroj pazi na zobe, ker še ne boš dobil pač ta, kako se že reče, kanal, ne karpalni kanal, ampak ta kanal pro zobeh, ki te ful boli, no. Kako? Koreninski kanal, nekaj ga glavno tam boli, res grozen zgleda in si rečeš, ok, umival si bom zobe, ne, zakaj pa ne, ne. No, vsak otrok, ki se vsak zvečer umije zobe, je tudi junak, tudi to. Igor, si še hotel ti kaj dodati? Ne, mislim, da smo kar lepo povzeli, ne. Mislim, da tale fantazijski pa to je zelo širok obseg. In mislim, da ne vem, če res rabimo superjunake. Da ja, v filmih so ti superjunaški filmi popularni, ampak z izjemo par najbolj branih, pa ne vem, če so pri nas tudi popularni. Razen pač ne vem, Onkraj Batmana, ne vem, če veliko ljudi bere dejansko Stotnika Ameriko, Ironmana ali pa ne vem, katere obskurne DC-je naslove. In mislim, da v teh superjunaških stripov so pri nas se prijeli tisti, ki so dejansko v kanonu svetovne literature. Torej, ne vem, Dark Knight Returns, ne pa tedenski Batman ali mesečni Batman, ki izhaja. Ne? In mislim, da pač na superjunake slovenski bralci gledamo kot na nekaj, kar je v filmu, ne nujno v stripu. Mogoče celo kot na okupatorja, ne? Glede na to, da jih mi nikoli nismo imeli, pa Amerika jih ima pa vedno, ne pa te neki veliki. Zelo možno. Vsekakor pa, se pravim, zdi se mi, da mogoče, če bi jaz računal, kaj je bil ta komercialni strip, ki bi pri nas uspel, ne bi rekel, da to absolutno ne bi rekel, da bojo to superjunaki. Razen, da bi bile to take stvari, kot Igor zdaj rekel, neki izbori, pač te best of, ampak ne vem. Tole dela na veliko Fibra, recimo pa hrvaške številne založbe, ki jim tudi knjižnice to veselo odkupujejo, nekaj to so res cigli od knjig, to kupi mene 3-4, pa več nimaš kam z njimi, ker to toliko placa zauzame, 6 drugih albumov, ne, in ne vem, bi si pa želel vseeno kakšne take stvari, ne, da tudi Slovenci mogoče pol dobimo priložnost pa to delati nekaj kontinuirano, predvsem to bi bilo zdaj zelo fajn, ne? Da dobimo novega Miki Mustra, ki lahko naredi 10-20 takih stripov, ne? Da res imaš ti možnost razvijati like, možnost poskušati različne žanre in nekaj novega početi, ne? To bi si želel, ampak to bo prišlo samo s komercialnim uspehom, ne? Če boš ti enko, dvojko, trojko prodal, lahko štiko delaš. Šnofijeva druščina je taka stvar, recimo, ampak to je res za zelo mičkene, ne? Jaz bi mogoče neki tam najstniki ali pa nekaj, kar bi seveda več ljudi zanimalo. Sicer pa je ogromno še tem, ki tudi slovenska literatura recimo zelo slabo odpira, zdaj, ker izhajajo vsi ti biografski, recimo tudi kakšni zgodovinski dogodki slovenski, osamosvojitev je recimo ena taka stvar, ki še nima niti enega resnega romana, niti enega resnega slovenskega filma, tudi stripa, razen dobro, kakšnih afer ali pa kakorkoli nimajo takšnih. Smiljanič ima enega super ravno na temu. Ja, seveda Smiljanič ima, vidiš, še dobro, da se me spomnila. Strip je recimo, ne, in strip spet odpira ene možnosti, ki
ki jih v drugih sistemih ni, kar je še kar nenavadno, bi jaz rekel. Ne? Ampak včasih je to pri nas zelo čudno, ne? Se tudi prekarstva, recimo do Luzerke filma, skoraj da nobena slovenski roman ni odprl, kar je najbolj smešno, ne? Ker preden ti posnameš film o nekem družbenem fenomenu, ti lahko 46 knjig napišeš vmes, ker film vseeno traja, tako 46 pretiravam, ampak traja 3-4 leta, da ti narediš film, ne? Za razliko od romana, ki ga lahko v enem letu napišeš. Strip je pa spet, rabi svoj cajt, ne? Pa rabi nekdo se bo res posvetiti in jaz bi si pač želel, da pač naši striparji tudi živijo od tega, ne? Da ne rabijo delati izveskov ali ne vem, kaj danes delajo. Domnevam, da izveskov nekaj tega več noben ne dela, ne? Pa noben ne rabi tega, ampak recimo so oblikovalci, se ukvarjajo z drugimi stvarmi. Za slovenski strip bi bilo seveda najbolje, da mi lahko živimo tudi nekaj striparjev in jaz mislim, da je zdaj tudi priložnost, ker so stripi v Sloveniji vseeno popularni, da seveda dobimo slovenskega striparja, ki doživi komercialni uspeh, podoben recimo Tadeju Golobu, ki proda, kaj jaz vem, recimo tam okrog 10,000 izvodov svoje knjige. Ne? Tukaj nekje, če bi ti izdal strip, ki bi bil nekje v nakladi 10,000, lahko se prodal, bi bila pa druga zgodba, bi pa imeli uspešnega slovenskega striparja. Kolikor jaz vem, zdaj zaenkrat ne. Miki Muster je, po mojem, daleč največja uspešnica slovenskega stripa. Mislim, da se s tem ne motim, že v nakladi, v kateri je najprej izhajal, potem ne pozabimo, da je seveda pozneje izšel še Delo, je izdalo zelo množično izdajo, ki jo ima marsikdo doma, tudi zdaj Buh, ki izdaja na novo te stvari, je mislim, da že ponatisnil določene dele 3-krat ali celo 4-krat, tako da Miki Muster je še vedno največja uspešnica pri nas. Jaz bi si želel, da dobimo seveda katerikoli strip na tej ravni, da lahko tukaj konkurira, da stripar lahko živi od tega in da pač mi lahko beremo slovenske stripe neomejeno. Ne? Sam se morajo po moje potem v prvi vrsti najprej stripi vrniti v revije, da ker veliko teh striparjev iz preteklosti, tudi na primer Lavrič brez Mladine ne bi mogel toliko delati v stripu, kakor zdaj, pa še on v bistvu riše zraven, ali pa ravno zdaj je zbirko poezije izdal. Ne? Plus še ena stvar je, na primer, Miki Mustra res pozna 4, zdaj mogoče že 5 generacij in Roku Sklet je celo v eno berilo za 3. razred, če se ne motim, dal 6 strani stripa na Olimpijado. Ampak tukaj se bo počasi konča. Zdaj, če bomo govorili o bralni znački, še vedno obstaja ogromno učiteljic, ki bojo rekle, stripa pa ne boste brali, ker to pa ni pravo čtivo. Hkrati slikanica ni problem, kljub temu, da ima lahko manj besed, medtem ko strip pa še ni dovolj dober, ali kaj v tem smislu, tako da po moje zato, da sploh pride do neke prodaje stripa, da lahko strip stopi ven iz tega mehurčka, je pomembno, kako smo že na začetku tudi govorili, seveda naučiti otroke najprej brati strip, ali pri likovnem pouku, ali kje drugje, zaradi tega, ker v bistvu tudi že, če pogledamo, ni instinktivno to branje. Že če pogledamo na primer hieroglife, hieroglifi so ponovadi tudi tako v bistvu narejenih v nekih planih, ko bi si rekel, to je prvi plan je bolj bližji, tretji plan, ki je malo bolj daleč, ampak ko imamo mi hieroglife, jih ne beremo od leve zgoraj, ampak v bistvu od leve spodaj proti desni in potem gremo šele v drugo vrstico, kjer se spet začne od leve proti desni brati. Tako da ni to nekaj, kar bi nam bilo v naravi, no? Da bi bilo normalno, da zdaj pa od leve proti desni bereš te slikice, kljub temu, da imaš včasih še puščice, češ poglej v to smer beri. Ja, seveda, v tujini je tudi tako, kar tole še bomo povedali, pa bomo počasi zaključili, da ne bomo predolgi, ampak ja, tujini, recimo, jaz sem bil zdaj na vseh teh knjižnih sejmih, je strip čisto normalno del knjižnega sejma. Sej tudi zdaj pri nas zadnjih nekaj let, stripovski kotiček in tako naprej. To je fajn, ampak recimo, jaz, če greš v Leipzig na sejem, ki je eden mojih najljubših, tam imaš celo dvorano, seveda za fantasy in za mango. Ne? Tam so mange, pa jaz sem se nekaj cajta imel za nekoga, ki se spozna na mange, ampak ker sem prišel tja, jaz nisem imel pojma, kva se ta dogaja. Bile so kilometrske vrste za manga, za katere še v življenju slišal nisem. Ne? Ampak seveda, ker so bili namenjeni najstnikom. In recimo najstniki po celem svetu berejo mange, samo pri nas je v slovenščini recimo ne morajo. Ne? Mi nimamo zdaj, Heartstopper je prva taka stvar, ki sem videl, da se učila, recimo izdala prva neka ta geovska romanca za najstnike.
take stvari tudi rabiš. Mi zgubljamo predvsem bralce in tudi strip zgublja bralce, ravno tam, kjer seveda ni stripa namenjenega tega bralcem, to je konec osnovne šole, začetek srednje šole. Ne. Ko mulci so prerasli, ne vem, Kosmati Krimič ali pa Tik je šel v Gospod drva in bi radi nekaj vmes, nekaj o seksu, nekaj o mozoljih, nekaj o družbeni kritiki, ampak z njihovega vidika. In to jim precej manjka. Ne? In tu mi moramo zapolniti neke praznine, ker če ne bomo vzgajali mulce, da berejo, potem pa v koncu osnovne šole nehali brati, potem pa se bomo trudili, da jih dobimo nazaj. Ampak za mnoge bo takrat prepozno. Čeprav ravno za mange v slovenščini, ne, kljub temu, da smo naprimer Vige Vage knjige ravno pred kratkim izdale mango v slovenščini, mi je pa celo predsednik društva Animal, ki skrbi za tudi dneve popularne japonske kulture, po novo Mofukon imenovane, ne, če se ne motim. Sem ga spraševala, zakaj se njemu zdi, da je ta manga revija, kjer so prevajali mango v slovenščino, pravzaprav izumrla. In mi je on sam rekel, jaz sem velik fan mang, ampak v slovenščini jih ne morem brati, ker sem enostavno, zaradi tega, ker mogoče tudi zaradi tega, ker ni ponudbe, je tako navajen brati angleške, da pač točno vejo, iz kje jih naročati prek neta, oziroma kje jih brati na internetu, da se mu zdi v slovenščini brati enostavno čuden. Ja, ampak to je seveda stvar navade. Ne? Jaz recimo kot mulj sem nekako preskočil Alan Forda v srbo-hrvaščini in se ga bral šele v Gradišnikovem prevodu. In meni je Gradišnikov prevod izjemen, čeprav bojo vsi, ki so ga brali v srbo-hrvaščini, rekel, ti nor, edino, kar se bere Alan Forda, se ga bere v srbo-hrvaščini, ne v slovenščini. Ne? In tudi zdaj za novega, ki je seveda recimo prva številka že razprodana, ne? Ki ga Grafit izdaja, če se ne motim, ne? Je veliko popraševanje in tudi vsi zelo hvalijo spet prevod, ki je pa celo prevod, za razliko od Gradišnika, ki je prevajal, mislim, da itak srbo-hrvaško, je pa zdaj prevod po italijanskem originalu. Ne? Tako da, ja, jaz mislim, da je tukaj stvar navade, samo to. Tudi fantazijska literatura, recimo, se enako dogaja. Ne? Mulci vse preberejo v angleščini in potem se jim zdi slovenščina čudno veščec, kaj hudiča je to, ne? Če je v originalu viček, pa jim poveš, čakaj malo, v originalu je vječč. Ti pač ne veš, v katerem jeziku je to stvar napisana, ker si bral v angleščini. Žal pa pač opažamo vedno to, jaz zdaj, če ste bili za informativne dneve kaj v knjigarni, mogli biti recimo knjigarna Konzorci, ko so mladi zdaj trumoma prihajali v Ljubljano, so seveda prišli tudi, izkoristili in prišli v knjigarno, ampak šli so seveda knjigam v angleščini. Trume in trume mladi, ki so si nosili kupe in kupe knjig v angleščini. Zdaj seveda mladim je paperback angleška izdaja, ki je z džabe, seveda bolj dosegljiva kot slovenska, ampak spet, pa nočem tle neke tirade kot slovenist zdaj tukaj uvajati, ne, ampak se mi zdi, da je zelo škoda, ne, in tudi stripi bojo pomagali k temu, mi moramo ljudi navaditi, da stripe berejo v slovenščini, tudi Batman bi bilo fajn, da pač je Neto Pirmoš ali kaj pač v slovenščini, karkoli boljše je, no, se mi zdi, da je boljše, da je tudi fajn, da imamo te stvari v slovenščini in da jih mi navadimo, ne, moglo se bojo pač navaditi na te stvari, drugače bomo pa pač živeli v sistemu, kjer bomo delali slovenske stripe, ki bo bralo, upam, da dovolj ljudi, jaz sem fan, upam, verjamem, da vi tudi, ki to poslušate, pa ste prišli danes na dogodek, ampak ne bo pa nobene komercialne uspešnosti, ker ne boš nagovoril množic, ki bojo pa brali v angleščini, ne. In ta sistem mene vedno bolj, tudi kot založnika, seveda zelo, zelo skrbi, ne. No, če se lahko za trenutek vrnem k temu, kar si rekla, ja, vsekakor, ljudje, ki so izkušeni na področju mang, so jih morali že en kup prebrati in ker jih ni bilo v slovenščini, jim je naravno jih brati v angleščini, če znajo japonsko, mi je še bolj naravno jih brati v japonščini ali pa eventualno korejščini. Ampak to je zgodba, ki se nenehno ponavlja in v Sloveniji smo recimo imeli srečo, da smo imeli par računalniških revij v začetku 90-ih, pač Monitor, Moj Mikro, Joker. In te revije so ufurale izrazoslovje, zaradi česar danes rečemo tiskalnik in ne printer in rečemo usmerjevalnik in ne router. Dočim na Hrvaškem so pa te njihove revije, kot je Bug in Byte, vzele dost bolj podoben pristop kot nemške in so kar uvedli te izraze. In na Hrvaškem ti imaš printer in imaš router. In dejansko, ko bereš hrvaški tekst, se ti zdi, kot da je tu en amater prevajal, ker pač
Se je en kup angleških besed not. Ne? In mislim, da je slovenski jezik s tem, ko smo imeli te revije z temi lingvističnimi fašisti, pa tudi Toporišičem na drugi strani, dost pridobil. In menim, da je podobno, kot si zdaj rekla, za mange, sem jaz ogromno krat slišal za sci-fi, ko sem predlagal, da bi se prevajali te knjige, to pa so že vsi, ki hočejo prebrati, že prebrali v izvirniku. Potem, ko smo vseeno dali ven Dune in se prodajo in se še vedno prodaja, mogoče pa niso vsi že prebrali Duna, mogoče pa bi ga nekateri radi še prebrali v slovenščini. In isto, po mojem, velja tudi za mange, pri čemer pa gre tukaj za dosti bolj potrošno blago. In nenehno so novi deli, ogromno je produkcije. Ne? In tukaj potem to, da je treba izbrati pa pravilno spromovirati, in sem dosti prepričan, da se bodo bralci lahko našli. Ne? Je pa težko doseči eno širšo publiko na začetku vsekakor. No, super, to smo zdaj res povedali, dva stara ata pa ena stara babica, skratka, mulci. Hvala, da ste ustrajali na tej debati. Jaz upam, da so vas navdušili za kak slovenski žanrski strip, ki ga še niste prebrali, za katerega še niste slišali, ki ga boste mogoče našli v lokalni knjigarni, mogoče, če je še svež, ali pa v knjižnici, ker so vendarle po slovenskih knjižnicah tudi kar v redu založeni stripi, lahko bi bili še boljši, ampak rečemo, da so v redu. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša epizoda. 13. epizoda v živo, poslušali ste podcast, ki se oglaša na Email Bot, podcast za serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov, FZZ, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Pija, pozabila sem že, kdaj sem diplomo delala, Nikolič, Igor, zelo Harp in Aljoša, to sem že enkrat povedal, Harlamo. Tole epizodo smo posneli v Kinu Šiška o seriji dogodkov v stripu Razlita tinta. Organizatorjem se zahvaljujemo za povabilo in topel sprejem. Mi smo se imeli fino, upamo, da se je imelo fino tudi občinstvo in da to pomeni, da nas boste še kdaj povabili. Občinstvo ste imeli fino. Boljše plaska na začetku. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če ste danes ugotovili, da slovenskega stripa v resnici niti ne poznate najbolje, ne obupujte, nikoli niste prestari, da se ne bi spoznali z njim. Naročite se na Stripburgerja, ki bo potešil vašo lakoto po stripih. Krenite kdaj preko ceste in za Mercator, ter se oglasite pri založbi Vigevare knjige, ali Zavodu Stripolis, ali pri Buhu v Murglah, pri Škrateljcu, Studiu Risar, ali ZRC, oziroma kjerkoli, kjer izdajajo stripe v slovenščini. In če se vam zdi, da ste za stripe prestari, se pretvarjate, da jih kupujete vašemu otroku. In če nimate otroka, morda je to zadnji argument, ki vas prepriča v naraščaj. In tako smo pri podcastu Bot lastnoročno rešili Slovence pred izumrtjem. Na Twitterju nas najdete kot podcast Bot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Skajamo Bot brez pikicu mesece, pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, fotostripe z vašimi najljubšimi podcasterji, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že, ne bom več kašljal, ker ne morem, epizoda. Hvala, Pija. To počnemo zato, ker ne vemo, kdaj bomo objavili za vse tiste, ki niste obveščeni v ta inside joke. Dragi obodževalci in obodževalke, vabljeni k spremljanju našega podcasta tudi podoče. Če nas prej niste poznali, smo zdaj na ti in se slišimo naslednjič. Tako, zdaj pa so še lahko kakšne vprašanja ali pa kakšen komentar, no, da ne bomo kar tako se spravili dol. Evo, nekdo je že dvignil roko in to vprašanje je. Gašper, izvolj, boš povedal, da se bo slišal na kamero, kar na mikrofon, prosim? Lep pozdrav. Hvala za
odgovor, ki ste ga imeli. Se strinjam tudi z Volkskromik, ko ste jih povedali. Ena pripomba samo. Prej si omenil na začetku za znanstveno-fantastični strip, da ga je premalo pri nas. Vigevage knjige, mislim, da sta 2 izdala v zadnjem letu, pa pol, nekaj take. Oglik in silicij, pa kaj že? Prevzete nastavitve. Tako, prevzete nastavitve. Res je, ja, Vigevage knjige tudi super, hvala za to opombo. Pa Slepo sonce je tudi film. Kavaca, tako je. Da, sem to. Ja, Kavaca je ga tako v 3-4 slovenskih filmih, tako da to res ni težko ugotoviti. Kavaca je ga v njem je verjetno opis vsakega 3. filma. Ja. Ja, mogoče, malo smo se bolj osredotočili na slovenski strip, tako da mogoče jaz bi vsekakor izpostavila tudi za predvsem ljubitelje fantazije, mogoče tudi Črno luknjo, ne? Od Charlesa Burnsa, ki je pa pri Forumu Ljubljana izšel. Sicer pa mogoče za žanrske stripe ravno čist na koncu se v bistvu omenil Studio Risar, ki se mi pa zdi, da ima en problem in sicer to, da eni stripi izhajajo v zgolj 150 izvodih naklade. Res je, težko je včasih dobiti, ker tudi ne zaključijo čisto vsega, se mi zdi. Jaz sem se že nasral z enimi par serijami, ki pol niso šle do konca, recimo, ne? Tako da je pol pa je včasih kakšno za nazaj res težko dobiti, no, ampak to so take stvari. Zdaj vidite, da se tudi Mladinska knjiga malo, to so pač zdaj insiderske informacije, ne malo vrgla v stripe, zaradi seveda uspeha Nekropole, ki je šla lani in mislim, da je že bila v ponatisu čez en mesec, ki je šla, zdaj ne bi ta avtorka je že Jure Devetak, ne bi zdaj risal Kocbeka, neki, ne vem pa čisto točno, ali njegovo biografijo, ali dnevnika, ali karkoli že. So pa bila neka tudi pogajanja oziroma razmišljano o Alamutu v stripu. Jaz sem se dogovarjal nekaj, ampak je zaenkrat propadlo malo, ideja je bila o partizanih v stripu, se pravi Piročevih partizanih v stripu. Tako da tudi pri drugih založbah se zdaj seveda, ker je zanimanje za odprle tamale, bomo zdaj mi ta veliki pršli pa pobrali ves cash, ne, ampak hecam se, no, toliko casha spet ni, ampak se bomo tudi večje založbe zdaj zanimajo. Se ne nazadnje, Goga je seveda ravno zaradi tega zanimanja, zaradi tega prostora, ki se je odprl, ne, je pa zdaj poskusila s Kortom Maltezem, ker res mene zanima, kako bo recimo temu šlo, no. Mogoče še kak komentar, vprašanje, pripomba? Če ne mogoče, če dovoliš, mislim, se vem, da so iz knjižnice, ampak če dovoliš, povabimo tudi ljudi, da mogoče kak strip, o katerem smo govorili, tudi prelistate tukaj v živo, posebej Sokol in Golubica, ki je bil v zadnjih 2-3 letih blazno iskan strip. Mislim, da se ga ne da več dobiti v bistvu v prosti prodaji, ne da je razprodan. Jaz sem imel srečo, da sem ga dobil v prosti prodaji knjižnične remitende. Ker mi je nekako zginil, sem ga imel takrat, ko sem delal pri Mladini, ampak ja, stvari zginejo. Ja, jaz svojih stripov nisem prinesel, tako da mi je zelo žal, ne boste jih šlatali. Tle iz knjižnice pa lahko. Jaz se pravičujem, jaz tudi svojih nisem, malo me hrbet boli zaradi odbojke. Sicer pa, če bomo zdaj potem res zaključili, naj vas seveda vse še toplo povabim, da seveda tudi že prihodnji mesec nadaljujemo z dogodki Razlite tinte. Konkretno prihodnji mesec Janez Grm vodi debato o otroškem stripu. Janez, koga boš že gostil? Mitrevskega? Pa še Siloviti osebnosti Mateja Dečeka ter Pižama Boštjan Gorenca. Tako. Imamo že datum točen? Mislim, da je 20. ponedeljek. Skale. Preverjam. Če ne pa seveda, če spremljate Tinto na Facebooku ali pa spletno stran Kina Šiške, boste tako ali tako zvedeli. Vabim vas pa tudi po Facebook skupino Stripi Slovenija, kjer se itak obveščamo o vseh stripovskih dogodkih in svežih stripovskih izdajah, ki prihajajo. Nadejam se tudi, da bo Cankarjeva založba kak strip izdala, ne, kako zdaj s tem kaže, ali boste sam pri Asimovu ostali, pa je to, kao, da smo naredili nekaj, poglejte, žanrskega. Ne, žanr se zdaj ključuje pri nas, pač literarni žanr v moderne klasike, tam načrtujemo še dalje iti pač z
v letošnjem programu imamo Asimova, ja, prvo znanstveno fantastiko in en erotičen roman, za drug let se tudi, mislim, da še nekaj obetam, ampak ja, zdaj ne bi moderni klasiki uvajali žanrske stvari, jaz tudi se, mislim, za te par enih teh kitajskih znanstvenih fantastik bi rad prevedel v slovenščino, pa zdaj, ki me Igor skozi gnjave, bo gotovo še kaj dosegel, da se kaj prevaja. Zdaj za žanr je spet malo več zanimanja in tudi za znanstveno fantastiko, tako da jaz upam, da bo zdaj, če bo literatura mogoče odprla tudi stripu, na ta način bi bilo po moje zelo fajn. Ker tujini je pa trenutno spet znanstveno fantastika že počasi prehiteva fantazijo po prodanih in izvodih in bralcih. No. Pa tudi Lut literatura ima zdaj eno ZF oziroma žanrsko knjigo na leto. Lani sta bila brata Strugacki, letos bo izšel Lovecraft, prihodnje leto pa Jack Vandermeer, tako da je. No, super, nekaj se vendarle dogaja, mogoče pa sam še povemo za eno prekrivanje še z filmsko sfero, čeprav gre bolj, mislim, da bo šlo bolj za biografski strip. Dasmir Smiljanić na predstavitvi Kajuha, ki ga je pravkar izdal, zaupal, da misli do konca leta v bistvu narisati biografijo Fritza Langa, ki se, kot verjetno veste, zadrževal tudi v Ljutomeru in se družil s Karolom Grossmanom, tam, Grossman je 1904, mislim, da že filme snemal tam v Ljutomeru, in do konca leta naj bi v sodelovanju s festivalom Grossmanovega filma, fantastike in, filma in vina, pa zdaj tudi stripa in fantastike, torej izdal tudi 50-stransko biografijo Fritza Langa. To je pa to, kar zaenkrat vemo, ne? Strip Burger, mogoče tudi kaj žanrskega v tem smislu? Ramoveš nadaljevanje kontrabanderjev, Amerika, ima dosti nekih tudi žanrskih referenc, tudi zombi. Ampak ja, ne paši big band žanr, to mogoče najbolj žanrskega, kar je, ostalo bi bolj neke resnične, življenjske, eksistencialne, artistične, neprebabljive zgodbe. Naj bo še Strip Burger je še v trend. Okay. Malo za šalo, malo za res. Aljoša in Igor, najlepša hvala, da ste se danes oglasila, tudi kot gostitelji. Naj povem, da sem blazno uživala v tem pogovoru, kako je fajn, se človek sam sebe malo hvaline. Vsekakor upam, da se boste še kdaj pojavila tukaj, tudi mogoče skupaj z Mitotom. Mito, še enkrat pozdravčke in poljubčke, kjerkoli že si. Svinja nemarna, uživaš v Amsterdamu, če smo čisti iskreni, ampak prihodnič torej trije, ne? Ja. Hvala tudi tebi, super insight je bil tudi, sam sem veliko odnesel za te starejše stvari, hvala. Zdaj sem pa nekaj hvala tudi vam, da ste prišli, pa gremo na malo bolj neformalno druženje tam v druge prostore.